Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa danes trije gostje, s katerimi bomo skušali odgovoriti na vprašanje, čigavi talci smo vozniki. Smo talci nesposobnosti, smo talci politike, kakšnih interesov. Ne povem, da imamo v studiu dva podpredsednika Državnega zbora, gospod Danijel Krivec je iz stranke SDS, gospa Meira Hot iz stranke SD. Pridružil se nam je tudi strokovnjak za statistiko, za statistične analize, dr. Niko Gomulin. Naj povem, da smo v studiu povabili tudi predstavnika Ministrstva za infrastrukturo. Na ministrstvu so nam potrdili gosta, ki so pa ga tik pred zdajci odpovedali brez pojasnila, tako da bomo poskušali najti odgovore na zastavljeno vprašanje pač brez predstavnika vlade. Bi mogoče začela z vami, gospod Gomulin, vi ste pripravili precej odmevno statistično analizo, o kateri so mediji že obširno poročali, ampak bi vas prej začnemo v bistvu vsebino vprašali, ali imate kakšno politično ozadje? Delate mogoče za kakšno, bom rekel, nekoalicijsko stranko? Ne delam, nimam pravzaprav nobene stranke, niti politične, niti nepolitične v Sloveniji. Nisem praktično nobenega računa izdal še v Sloveniji, tako da. Ampak zakaj ste se potem lotili te analize? Eno je profesionalni defekt, bi rekel, drugo je pa to, da sem pač gledal, kako bi lahko pripomogel oziroma odkril vzroke in da bi pomagali to vsem. Začel sem svoje podatke analizirati. Aprila sem začel opažati, da se podaljšujejo potovalni časi po lokalnih cestah na obali. In pol me je to gnalo naprej. Najprej sem primerjal svoje potovalne čase z Google Maps, sem pobral podatke od letošnjega leta in lanskega leta in se je videla signifikantna razlika med temi potovalnimi časi. Pol sem se pa vprašal, a obstaja možnost, da sem slučajno jaz nesignifikanten primer in sem zato prosil ministrstvo in DARS, da mi posredujejo podatki iz števcev prometa in povprečnih hitrosti oziroma merilcev hitrosti in sem začel te podatke analizirati. Pa ste jih dobili brez težav, ker zasledila sem poleti na X-u, da ste se pritoževali? Zanimivo je, mislim, ena stvar je to, da so potem me kontaktirali iz DARS-a proti koncu avgusta. Jaz sem to zahteval oziroma prosil na začetku julija. Je bilo pa to, da pač verjamem, da so daljši birokratski procesi, je pa tudi zanimiva ta neusklajenost, zaradi tega, ker že predtem sem pa dobil podatke iz Ministrstva za infrastrukturo, dobil sem podatke o števcih prometa in hitrostih. Na DARS-u so mi pa rekli, da imajo pogodbo z izvajalcem oziroma temi, ki skrbijo za števce, da teh podatkov ne morejo posredovati. Ampak na koncu sem te podatke dobil. Bomo rekli o tem, kaj ste ugotovili, par besed v nadaljevanju. Gospa Meira Hot, eden od povodov za naš današnji pogovor je tudi poslansko vprašanje, ki ste ga zastavili v povezavi z lokalnimi cestami na obali, ministrici za infrastrukturo, gospe Alenki Bratušek. Danes je v parlamentu razprava o tem vprašanju oziroma odgovoru. Moram pa reči, da se mi je zdel njen odziv na to, kar ste vi spraševali, precej agresiven. Presenetilo me je, obtožila vas je, da ste nedržavotvorni, da to, kar počnete, da je nedržavotvorno, egoistično in da je vaša pobuda neuresničljiva. Kaj zdaj, zavajate volivke in volivce? Zakaj sploh gre, pojasnite? Ne, nikakor ne. Jaz obžalujem, da je bil takrat odziv ministrice takšen. Kot prvo, seveda ne gre za napad na ministrico, kot osebo, gre za vprašanje, za katerega se lokalna skupnost zavzema že vrsto let. Torej, govorimo o ukinitvi vinjet v enem odseku hitre ceste Škofije Izola, torej takoj za predorom Markovec. Jaz enostavno se ne strinjam, da je to neuresničljivo. Dejstvo je, da so bili podobni primeri že v Sloveniji, ko se je to lahko naredilo, recimo zadnje je bila taka v Mariboru. Predtem pa v Kopru tudi, a ne? Tako, tunel Markovec se je tudi izvzel in sicer tik pred volitvami takrat, morda je bil to razlog, da se je takrat vse dalo. Vsekakor pa gre za to, da se pač lokalno prebivalstvo res utaplja v pločevini, ker nažalost se za to, da bi se izognili tistemu majhnemu odseku ceste in plačali teh 15 € tedenske vinjete, tranzitni gosti v bistvu poslužujejo lokalnih cest, kar pomeni, da v poletnem času praktično ljudje ne morejo priti do lastnih domov. Tako da jaz sem še enkrat, jaz sem res obžalovala, da je bil odziv ministrice takšen in sem pričakovala nek pogovor, razgovor in iskanje možnih rešitev, ki pa sem prepričana, da obstajajo.
In kaj pričakujete od razprave v parlamentu? Pa morda bi povedali še to, da je v bistvu izpad prihodkov iz tega naslova je relativno nizek, ne? Absolutno. Zdaj, jaz sem sicer prosila že večkrat tudi, ker sem dala že čez 17 pobud na to temo, pa ne samo sedanji ministrici, tudi ministru Vrtovcu, tudi v prejšnjem mandatu več pobud. Izpad, neka ocena, ki so jo naredili v Kopru, je da med 1 in 2 milijoni evrov na leto. Zdaj pa morate še vedeti, da tradicionalno v slovenski Istri smo imeli enodnevne goste, predvsem iz tržaške strani, torej Friuli, Venecija, Giulia, ki so zelo radi zahajali v Piran, Izolo, Koper, ki smo jih pa zgubili, in to vam bojo gostinci tudi iz Istre potrdili, izgubili zaradi tega, ker pač te gosti ne želijo, počutijo se nekoliko izigrane, da bi prišli na kosilo, pa zato plačali tedensko vinjeto. In moje trdno prepričanje, in to ga deli tako civilna iniciativa, kakor lokalna skupnost je, da bi na osnovi tega manjšega izpada lahko na drugi strani z dodane vrednosti, ki bi dobili iz povečanega obiska, v bistvu v proračun se steklo vsaj 3-krat več denarja, kot danes dobijo. Ker še eno stvar bi rada poudarila, veliko ljudi se teh vinjet izogiba, jih ne kupi, torej tega denarja ni. Na drugi strani pa je veliko lokalnega prebivalstva dobesedno kaznovanega, ker se recimo spozabi, pa gre iz Kopra 500 metrov na bencinsko črpalko in ga posname in dobi kazen 300 evrov recimo. Gospod Krivec, vas bom vprašala mogoče najprej za vaše osebno mnenje. Zakaj mislite, tako bom rekla, skoraj histeričen odziv ministrice za infrastrukturo na to poslansko vprašanje in pobudo? Ja, moram reči. Ali verjamete, da se ne da tega izuzetja narediti, ker bi to v bistvu naredilo kaos v sistemu vinjetnem? Najprej komentar tega izpada. Tudi sam sem bil presenečen nad tem izpadom, glede na to, da sem sejo vodil, mi je bila zadeva res malce, rekel, neprimerna strani ministrice, ker ona konec koncev ni bila osebno napadena, ampak se je šlo za neko, bi rekel, problematiko, ki se dotika ministrstva, ne pa nije osebno, tako da sama reakcija mi ni bila razumljiva, ne, tudi v nadaljevanju ta razgovor je potekal zelo napeto in konec koncev to je edino poslansko vprašanje, ki je dobilo večino, da se o tem opravi razprava, kar tudi nekaj pove. Zdaj z kolegico Meiro se lahko v celoti strinjam glede same problematike, tudi sami smo v bistvu analizirali vse te podatke, ki so bili na voljo, tudi vse te pobude, ki so strani in civilnih iniciativ in lokalnih skupnosti bile podane. In dejansko se tudi meni zdi, glede na to, da na tem obalnem delu drugih, bi rekel, ukrepov na področju te cestne infrastrukture ni bilo narejenih, no kljub velikim obljubam in tudi terminskim planom, je do neke mere razumljivo, da se ob povečanju prometa, to, kar je bilo upozorjeno, pristopi tudi do nekih rešitev. In ta rešitev, ki je na mizi, verjetno rešuje marsikatero težavo na obali, ne povzroči pa nekega tako velikega izpada, kot je bilo predstavljeno strani Darsa, ministrice. Je pa v zadnjem obdobju veliko izgovorov na to, da to zakon določa. Ampak gledajte, v parlamentu smo zato, da zakone spreminjamo. Tako da ta argument v bistvu ne stoji, če ni neke pravne podlage, pa če vsi argumenti navajajo na to, da je mogoče pa trenutek in čas, da se neka zadeva drugače uredi, smo pač dolžni to spoštovati in na primeren način tudi obdelati. In upam, da bo danes razprava peljala v neki smeri rešitve. Preden vam dala besedo, dr. Gomolin, bom prebrala še eno zadevo, ki se mi zdi v tem kaosu, ki smo mu bili priča letošnje poletje na slovenskih cestah, še eno zanimivo izjavo gospe Alenke Bratušek, ki je aprila javno opozorila gradbena podjetja, naj prevzamejo le toliko projektov, kolikor jih dejansko lahko izvedejo. Poudarila je, naj ne premeščajo delavcev z enega gradbišča na drugega. Zdaj, mi trije, gospod Gomolin, gospa Hot in jaz se pogosto vozimo na obalo. Jaz moram reči, da sem to nedeljo prvič videla delavce na gradbišču pri predoru Kastelec, ker potekajo dela in je zaužitev pasov že, ne vem, od pomladi. Vas bom prosila, gospod Krivec, za komentar na te besede, ampak gospod Gomolin, dajte najprej povedati, kaj so vaše temeljne ugotovitve? Zakaj je takšen kaos, takšen zastoj na cestah? Problem je, da je toliko gradbišč naenkrat in vsako gradbišče sproža zastoje. Ker vsako gradbišče potencialno povzroči nagla zaviranja in to sproži val, ki se širi v zvratni smeri, in če je teh gradbišč ogromno, je toliko večja verjetnost, da se bo zgodil zastoj. In drugo je še to,
da je pač promet poleti zgoščen in nepredvidljiv. Recimo v zimski sezoni je to, da imamo jutranje in popoldanske špice, ko se ljudje vozijo v službo oziroma nazaj iz službe. Tukaj pa ves čas zgoščen promet in enostavno, ko se zgodijo ta nagla zaviranja, nagle spremembe v prometu, se zgodijo zastoji in te se širijo iz več smeri, se pravi iz vsakega gradbišča in pride do totalnega kaosa zaradi tega. Čeprav v Darsu se ne strinjajo z vašimi ugotovitvami, ne? Gledala sem pogovor, ki ste ga imeli na komercialni televiziji Pop TV in tam je bilo rečeno, pač sprijaznite se z dejstvom, da so naše ceste, da imajo preveč prometa za to njihovo absorpcijsko možnost. Problem je, da prometa ni več kot lani. Prometa je mogoče celo malenkost manj kot lani, zastojev pa bistveno več. Tako da vprašal sem že takrat na soočenju na televiziji Dars, kako pojasnjujejo to in predvsem to, odkot izvirajo izjave gospoda Ribiča, da je avtomobilov preveč. A je to zavestno zavajanje ali enostavno podatkov niso pogledali? Ne ponovimo, podatki kažejo, da aktivnih vinjet letos ni več, kot jih je bilo lani, se pravi, na cestah ni več prometa. Pogledali ste tudi, kako je s tovornim prometom, kaj ne? Tako, pogledal sem tudi za tovorni promet in ni bistvene razlike. Ponekod je malenkost upadel tovorni promet, ponekod pa malenkost se poveča, ampak v povprečju ni neke signifikantne razlike, ki bi razložila tako spremembo v zastojih. Gospod Krivec, kako si razlagate ta opozorila gospe Alenke Bratušek gradbenim podjetjem, naj prevzamejo le toliko, kolikor zmorejo? Ja, to je Verjetno ni govorila brez veze, ne, v 3 dni? Ja, očitno je govorila na osnovi nekih izkušenj in na osnovi teh izkušenj iz preteklih let. Tudi mi vsake leto, če ste opazili, tam v maju, juniju opozarjamo s poslanskimi vprašanji, tudi predsedniku vlade, na te anomalije in na to, kaj bo, bi rekel, Dars oziroma Ministrstvo za infrastrukturo ukrepalo, preden pride ponovno do nekih težav, ker tudi v preteklih letih so te težave nastajale, vendar ne tako velikem obsegu. In zelo zanimivo je bilo letos poslušati odgovore predsednika vlade, ki je praktično odgovarjal enako kot lansko leto. In ko sem mu predočil njegove odgovore, je pač bila velika težava, ne. Mi smo vsako leto pred sezono opozarjali na to, da je treba tudi kakšne kratkoročne ukrepe sprejeti in urediti mogoče režim na avtocestah. Recimo sosednje države v poletnem času ne delajo velikih rekonstrukcij, ne? Recimo na Hrvaškem je to zamrznjeno in podobno. Tako da neke ukrepe se da tudi pri nas, se pa strinjam z gospodom Gramulinom, da je bilo letos dejansko ogromno nekih gradbišč odprtih tik pred sezono. Jaz se vozim iz Gorenjske, ki ste prej rekli, veliko je tega, da se veliko vozite, tudi sam se vozim kar daleč v službo, ampak bom primerjal, ne. Do junija praktično je bila Gorenjska zelo prevozna, pa so se pa tik pred poletjem pojavila gradbišča tik pred Ljubljano, ki so povzročale zastoje tudi na Gorenjski cesti. Zdaj, če grem pa še na državne ceste, ne, mi imamo prakso v Sloveniji, da postavimo tam, kjer je neka cesta malo poškodovana, pride pač inšpekcija in postavi neko zaporo, polovično ali pa celo semaforizirano. In kar je najhuje, to traja pol nekaj mesecev, pa včasih tudi kakšno leto, preden se gradbišče odpre in to sanira. Vam bom povedal primer iz italijanske strani, ker se vozim čez Italijo, da pridem v Ljubljano. Tam so taka manjša popravila, vedno tako organizirana, da je v toku gradnje semaforizirano, ko pa prideš zvečer nazaj, ne, ker se včasih nazaj peljem, pa semaforjev ni. Ni gradbišče, ne ovira, bi rekel, nekaj normalnega prometa. In mi smo direkciji za ceste tudi s pobudami dali to, kar je tudi gospod predlagal, ne, recimo nočne vinjete smo predlagali že 3 leta nazaj, da se to razišče. Pa je predsednik vlade obljubil, da bojo to raziskali, ker to je nek ukrep, ki bi verjetno kar nekaj prevoznikov prepričal, da s cenejšo nočno vinjeto se ta... Mislim, da so zavrnili potem to pobudo, so zavrnili, ampak sem videl, kot eno od ukrepov je tudi gospod Gramulin to predlagal, ker ta zastoj, ki jih tovornjaki povzročajo zaradi teh gradbišč, se še dodatno akumulirajo. Ta predlog, da se poleti število gradbišč zmanjša, pa da se dela samo najnujnejše dela, je tudi smiseln, ker vse druge države uporabljajo. Tudi to, da mi večino del nočemo upravljati v nočnem času, v tujini se veliko del, ki niso zahtevna, upravi v nočnem času, ne. In to, kar je bilo kot iztočnica, ne, da se je potrebno tudi z gradbeno operativo na nek način dogovoriti, da so res ta dela intenzivna, kar vsi opažamo, da niso. Lejte,
Težko je skupim, da v poletnem času bojo vsa gradbišča odprta, pa bojo vsa zapolnjena. Se tudi gradbena operativa izkorišča dopuste v poletnem času in to se nam skozi dogaja. Odpre se gradbišče, intenziteta je pa 10%. In tle se strinjam, ampak tle je odgovornost tudi na ministrstvu. Kdo ne nazadnje daje denar za te projekte in kdo to nadzira? To je vse v okviru direkcije, Darsa, ne nazadnje pa ministrstva. Gospod Gomolin, vi ste tudi preverjali pri stroki, a ne, in ste ugotovili, da v bistvu jih odločevalci ne sprašujejo o ničemer. Ja, to je zelo zaskrbljujoče, zaradi tega, ker bil sem tudi na gradbeni fakulteti, sem se pozanimal, kaj imajo na voljo in imajo na voljo vse simulatorje, da točno predvidijo, kako bo vplivalo zaprtje ceste na določene odseke ceste. Se je tudi pri gradnji vsakega industrijskega objekta naredijo točno analizo, kako bo vplival dodaten promet, tovorni promet na celotno cesto. Tako da imajo na voljo vse te stvari in imajo tudi na voljo podatke, ampak na podlagi vseh izjav gospoda Ribiča bi rekel, da je čisto hazardiranje. Mislim, da igrajo praktično ruleto z državnim gospodarstvom, zato ker so bile vse napovedi zgrešene do zdaj. Gospa Hot, evo, imate priložnost za novo poslansko vprašanje, kaj počnejo odločevalci. Mogoče še en komentar, ne? Očitno je treba zelo hitro pobrati vse provizije, ki so na voljo na tem gradbenem delu in na avtocestnem križu. Mislim, definitivno rabimo neko planiranje, malo bolj dolgoročno. Mislim, da je veliko problematika današnjih cest je tudi to, da smo zgrešili marsičemu že v preteklosti. Če govorimo o javnem potniškem prometu, recimo, kar ministrica večkrat poudari, da se mi ne poslužujemo javnega potniškega in da tudi mi pač povzročamo javni potniški promet, vsaj Koper, Ljubljana, recimo vlak, je zelo podobno, kot ko sem jaz študentka pred 23 leti. Nekonkurenčen je. Še vedno, kljub temu, da sem letos doživela tudi, da sem po 5 ur čakala na cesti, torej da je časovnica iz Lucije do Ljubljane bila dejansko 5 ur, pa da vlak rabi v povprečju 3 ure in pol, je še vedno vseeno bolj privlačen promet z avtom, še posebej zaradi tega, ker so vozni redi tako slabi, da enostavno naša služba nam ne omogoča, da bi se lahko recimo tega poslužili. In če bi mi v javni potniški vlagali veliko prej, bi morda danes imeli nekoliko drugačno situacijo, ko gledamo v tujini, recimo imate podzemne, imate vlake, imate hitre vlake in so zelo zanimive. Na drugi strani se kregamo glede širitve cest, glede tretjega pasu, v slovenski Istri recimo se utapljamo v pločevini, ker še dan danes nobenih pravih ukrepov ni bilo sprejeti. Govorimo o Šmarju Dragonja, veste, da se v tistem delu, pač, da so zastoji konstantni, zastoji so zdaj tudi konstantni Lucija, Koper, torej Strunjan, vse te stranske ceste je nažalost zavzel promet. Ministrica je tudi na to mi že odgovorila, češ, da se lokalni promet pa lahko gre po enih cestah, ampak tudi temu ni ravno tako, oziroma obstaja ena cesta, ki pa je narejena tako, da se dva avta skoraj da ne moreta srečati brez težav. Tako da jaz mislim, da je velika težava, da se ni v preteklosti tudi malo pametneje planiralo. No, povedali ste, da ne uporabljate javnega prevoza, kaj pa vidva, pa mogoče da dodam, vi ste rekli, da ste 20-letnike takega se vozili z vlakom, jaz sem se vozila... Ne, pred 20 leti, ne, da sem se 20 let vozila, ampak ko sem bila študentka, da ne bo kakšno napak. Ko sem bila študentka jaz, to je 40 let nazaj, je bilo več vlakov do Ljubljane, tako da je res slabše, kot je bilo. Ste se vi, gospod Gomolin, pripeljali v Ljubljano z vlakom danes? Nisem, lahko pomenim to, da sem bil primoran praktično prekiniti sodelovanje z eno stranko, ki je imela sedež v Ljubljani zaradi prometnih razmer, ker enostavno si časovno nisem mogel privoščiti poleg drugih obveznosti, da bi se vozil v Ljubljano in nazaj. Kaj pa vi? Iz moje lokacije v tem trenutku javnega prevoza, bi rekel, skoraj praktično ni. V času, ko sem študiral, pa ko sem bil dijak, je bilo celo 5 linij proti Ljubljani, govorimo od Bovca proti Ljubljani. V tem trenutku mislim, da je ena direktna linija proti Ljubljani, tako da če bi hotel v službo z javnim prevozom, bi rabil 2 dni. Eno od vprašanj je tudi, kdo lahko nadzoruje gradbince, da opravijo dela, za katere se dogovorijo, v najkrajšem možnem času, ker na to vprašanje odgovora nimamo. Lahko seveda insinuiramo, bom rekla tako, da v bistvu sprejemajo dela, ki jih ne morejo opraviti v najkrajšem možnem času, ker pač delavcev pogosto na teh gradbiščih ne vidimo. Kdo bi moral to nadzorovati?
Gospod Gomolin. Če lahko menim, ja, malo sem raziskal, kako deluje to v drugih državah in enostavno tukaj treba biti previden pri pripravi razpisov, zaradi tega, ker razpisi drugod imajo tudi penale. Če se pač ne izvede v določenem času, je gradbinec dolžen pač plačati penale, ker mislim, zdaj po teh izračunih vsak dan zgubimo 6,5 milijonov evrov zaradi zastojev na cesti. Tako da, če gledamo, kakšna je to škoda, mislim, vsak dan je ogromen. Ja, definitivno je naročnik tisti, ki pripravi razpis in v tem razpisu mora opredeliti seveda tudi rok izvedbe in ta rok izvedbe mora tudi nadzirati, zato ima nadzorne organe in tako naprej. Tako da tle je cela veriga, ki očitno zateji oziroma jaz bi rekel, da se dogovori. V naših primerih je veliko nekih dogovorov in večinoma se tudi teh rokov ne držijo, da ne govorimo o aneksih glede na vrednost, ampak tudi glede časovnic so stvari zelo vprašljive, se smo videli. Dragomer je nekaj dosta enostavna zadeva, pa je trajala več časa, kot se je gradil odsek od Vrhnike do Postojne v 50 letih. Ob vsej mehanizaciji, vsem know-how, ki ga imamo in tako naprej. Bom dala še eno istočnico za pogovor. Zanima me, ali ocenjujete, da smo vozniki tudi talci politikov. Bom povedala, zakaj tako sprašujem. Politiki želite ugajati volivcem. Pred volitvami je Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 nevladnih organizacij, med svoje zahteve zapisal tudi, da se začasno ustavi vse načrte za širjenje cestne infrastrukture z namenom odprave ozkih grl. Tako bi po njihovi oceni namreč dolgoročno samo poglabljali probleme. In da je treba pri načrtovanju prometne infrastrukture dati prednost drugim ukrepom, ki zmanjšujejo potrebo po mobilnosti. Gibanje Svoboda, Levica, Vesna in Desus so se s tem pred volitvami strinjali. Kaj bi vi dejali vašim kolegom v politiki, pa tudi civilni družbi, ki jo seveda vsi želite imeti na svoji strani, oziroma vi, gospod Gomolin, ne, ampak tukaj ta dva politika pa verjetno ja. Gospod Krivec. No ja, mi civilne družbe skoraj nimamo na svoji strani, tako da jaz nimam težav komentirati to zadevo. To je bilo milo rečeno neumna zaveza, ki jo nihče ne more uresničiti, razen če zmanjša število prebivalstva v Sloveniji oziroma da ukine pravico do tega, da ima nek osebek vozilo. V drugem primeru je to neizvedljivo, je pa res, da so bili ti nevladniki večinoma iz Ljubljane, kjer pa mogoče malo drugače gledajo na situacijo, kot je večina Slovenije, ki pa je, nažalost, v tem trenutku dostopna, nažalost, samo z osebnimi vozili. Večina periferije pač drugače ne funkcionira, ker javnega prevoza ni. In taka zaveza, da ne bomo posodabljali neke infrastrukture, je neumna. To kot da bi rekli, bomo pa ukinili, ne vem, širokopasovne, zato ker niso potrebne. Mislim, ta stvar je nora. Ja, kot ste sami že povedali, torej Socialni demokrati na to, bom rekla, se na to nismo odzvali pozitivno. Jaz lahko razumem civilno družbo, ki tu govori o okoljskih težavah in o preobremenitvi, a kljub temu imam kolega v poslanski skupini, ki se že vrsto let zavzema recimo za tretjo razvojno os, ker so določeni odseki Slovenije, ki so praktično odsekani. Zdaj, če mi ne naredimo nekaj tudi za decentralizacijo, in to se dejansko še ni zgodilo, z nekih pravih ukrepov, ki bi spodbudili, da se ne vem, zakaj se ne bi recimo državni svet res premestil v Maribor ali pa da bi se neke institucije premestile v Koper in tako dalje. Torej, vse poti še vedno silijo v Ljubljano. Prevelik del Slovenije pa je še vedno odrezan od Ljubljane. Dokler ne bomo mi omogočili vsakemu človeku, da živi neko normalno življenje tudi v kontekstu cestne infrastrukture, se meni taki ukrepi zdijo, oziroma take obljube zdijo, uporabila besedo, s katero sem bila jaz napadena. To pa se mi zdi res populizem. Ja, se mogoče zaradi tega niso predstavniki Gibanja Svoboda prišli do studia danes. Še nekaj bi dodal, zaradi vseh teh zastojev, o katerih govorimo, je onesnaženje v Sloveniji bistveno večje. Če bi imeli pretočnost, bi bilo emisij bistveno manj. Gospod Gomolin, vprašanje za vas. V zadnjih 10 letih smo v nadgradnjo in posodobitev železniške mreže vložili okoli 3 milijarde evrov. To je približno polovica vrednosti, ki smo jo po osamosvojitvi vložili v gradnjo avtocest. Učinka teh investicij pač ni videti. Ja, to težko komentiram, ker nisem strokovnjak za promet, ampak ja, mislim, ne bi znal se poglobiti v to pa razložiti.
Mislim, to sem vas vprašala zato, ker ste morebiti pogledali tudi povečevanje prometa skozi leta, ali ste gledali samo za letošnje leto? Mislim, povečuje se, no, mislim, kar se tiče tega, bi rekel, da železnica in cestni promet ni izključujoče, ampak je dopolnjujoče, tako da ne moremo pričakovati, da bo šlo vse na železnico. Tudi logistika, recimo določene pošiljke iz Luke Koper morajo biti dostavljene v doglednem času in ne moremo si privoščiti, da damo vse na promet, ali pa kakšni so zabojniki, so enostavno izven gabaritov in ne grejo skozi tunel, tako da enostavno ni druge možnosti, kot da naložimo na kamion. Ampak je pa to, ne, da druge države so pri maksimalni obremenitvi 85% začeli že širiti infrastrukturo. Mi po mojih izračunih smo dosegli 87% obremenitev v normalnem delovanju. V poletnem delovanju pridemo na 95% že tako, pol pa pridejo še gradbišča zraven, kar pa totalno zamašijo ves promet. Po ocenah strokovnjakov iz gradbene fakultete je pa obremenitev v normalnem režimu delovanja še večja, tako da je še bolj kritično. Jaz sem zračunal totalno odpoved prometa med obdobjem 2028 in 2033, da se bo to zgodilo nekje tukaj vmes, če ne bo ukrepov. Oni pravijo, da smo že dosegli točko, da se je že začelo sesuvati, tako da je treba ukrepati takoj. Torej, vaš nasvet glasu ljudstva, naj pogleda številke. Tako, spoštovati mnenje stroke, ker enostavno mislim, jaz tudi nisem zdravnik, tako da ne bom govoril pač o zdravstvenih nasvetih, prav tako nisem gradbenik, tako da ne bom govoril, kako upravljati gradbišča, lahko pa povem, kaj govorijo podatki in podatki govorijo to, da je stanje zelo kritično, da treba ukrepati takoj. Še eno vprašanje na temo talcev, ali smo vozniki talci Luke Koper. Na avtocesti je veliko tovornjakov, številke pa kažejo, to ste mi rekli, gospod Gomolin, vi, da ste pogledali števce in ste ugotovili, da je približno enako število tovornjakov na relaciji Ljubljana-Koper in Port-Koper, kar pomeni v bistvu, da avtocesto obremenjuje Luka Koper. Da ne rečem, da ima negativne vplive tudi na lokalno okolje ob pozitivnih vplivih prihodkov od povečevanja prometa. Ja, to po pravici povedano bi se moral še poglobiti v te podatke, ampak dejstvo je tudi, ravno danes sem se pogovarjal s strokovnjakom, ki se ukvarja z logistiko in je rekel, da v povprečju pride v Luko Koper oziroma gre iz nje 2000 tovornjakov, tako da je to kar velika številka, ne. Je pa tudi to, pač za objektivno pogledati vpliv, je treba pogledati in primerjati to, ker nimamo vseh podatkov, kakšna je ta številka v primerjavi recimo s tranzitnim prometom, da bi se gledalo, koliko je vstopa recimo tovornjakov, ki grejo iz Romunije za Italijo in podobno, ne. Tako da je treba vse ovrednotiti, ampak definitivno je velik delež iz Luke Koper. Se strinjam, težko rečemo, da smo talci Luke Koper, ker Luka Koper je le naš paradni konj, za lokalno skupnost je izjemno pomembno, seveda ima tudi negativne učinke, ampak ima pa tudi ogromno pozitivnih učinkov. Je pa res, da imamo slogan tovornjake na vlake že koliko, 15-20 let, pa še nismo tam, ne. Tudi tukaj bistveno zamujamo. No, tovornjake na vlake je sicer neka želja in bi rekel možnost, vendar gre to za neke relacije, ki so bistveno daljše od tega, kar imamo mi v Sloveniji, ne, to z logističnega vidika, tam do 400-500 km gre vse na tovornjake, ker ta sistem just in time je pač to vzpostavil in tle je neka težava. Za daljše prevoze pa mislim, da se iz Luke Koper vseeno povečuje ta, bi rekel, uporaba železnice in verjetno se bo v nadaljevanju, ko bo drugi tir zgrajen, to dejansko izboljšalo. To pa še ne pomeni, da smo mi, bi rekel, talci, ker če bi neke ukrepe, to, kar je bilo dvakrat omenjeno, se pravi nočne vinjete, pa neke ukrepi, ki bi tovornjakarje mogoče pa preusmerili v neke, bi rekel, termine, ki so manj obremenjeni, bi tam že bistveno izboljšali pretočnost. In ne bi bila konica ravno takrat, ko grejo vsi v službo in tako naprej. Tako da se z nekimi ukrepi tudi izboljšati to pretočnost, ključno pa je, da se dolgoročno vlaga v infrastrukturo. Zdaj, kar se tiče železen, tako veliki zneski in tudi sam se sprašujem, koliko je v resnici efekta na tem področju. Mogoče ta, rekel, potniški promet okrog Ljubljane, pa neke relacije, ki so bile že prej, ampak generalno pa ni videti, kljub tako velikim vlaganjem, neka preusmeritve v železniški promet, celo več. Letos smo poslušali o izterjenih vlakov in tako naprej, kljub temu, da posodabljamo železniško infrastrukturo. Določene trase so pa v bistvu
omogočajo celo to, da imamo zdaj daljše čase, kot so bile včasih pri parnih lokomotivah, tako da se je za vprašati, kaj delamo in koliko dejansko je efekta od teh vlaganj. No, mene je presenetilo, ko mi je znanec razlagal ta vikend, ko smo se spet pogovarjali o tem, koliko časa smo preživeli na cesti, da se iz Mengša ne da pripeljati v Ljubljano z vlakom. To me je presenetilo, ker ni neka taka razdalja. Drugače naj povem še to, gospod Gomolin, vi ste mi poslali te podatke tudi, da je približno 50-50 pri Luki Koper, tovornjaki pa tovornega prometa na železnice. Ja. Glede na to, kar smo povedali, v bistvu ste rekli, da se bo nadaljevalo, iz tega, kar ste povedali 2028, 2032, da bomo doživeli popolni kolaps, ali kaj? Jaz sem vas hotela vprašati za konec, ali bomo jeseni z manj stresa vozili po cestah, pa kako vam kažejo? Jaz bi rekel, da kljub napovedi oziroma oceni gospoda Ribiča, ko je rekel nazadnje, da je še to zadnji vikend, takrat na začetku septembra, ko se vračajo dopustniki v Nemčijo nazaj in da je to konec, se zdaj še vedno kaže, da so zastoji, ki se jih težko pojasni, enostavno avti stojijo. Definitivno pa bojo ta gradbišča vplivala, da se bo te jutranje in popoldanske konice raztegnile, tako da prej so bile mogoče od 7 ure do 9 ure, zdaj bojo od 6 do 10 mogoče daljše bojo zaradi vseh teh. Ampak ste rekli, od leta 28 do 30, 32, da pričakujete, da bo totalni kolaps. Bom prebrala za konec še par stavkov gospoda Gregorja Ficka, ki je prometni strokovnjak, ne vem, če ste se kdaj srečali z njim, je za Finance zapisal, da so odgovorni za prometno politiko v zadnjih 15 letih povsem odpovedali. To, kar ste dejali tudi vi, da leta nazaj v bistvu ni bilo prave reakcije na zadeve, ki so se napovedovale. In gospod Ficko dodaja, da je treba brez lepomišljenja povedati tudi, da je prihodnost enako črna in da prihodnjih 20 let ne bo bolje, tako da jaz ne vem, bo treba res nekaj narediti na decentralizaciji. Spraševal se je, po čem si bomo to leto najbolj zapomnili in ocenil, da si ga ne bomo zapomnili po poroki predsednika vlade, ampak po razmerah v prometu, ki so bile za prebivalce naše države katastrofalne. Mirne živce vsem, ki boste pač v prihodnjih dneh še v zastojih in letih očitno, počasi se daleč pride, pravi pregovor italijanski. Jaz pravim, da zadnji čas drugače ne moremo prijeti kot počasi. Hvala za pozornost in hvala vam, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala. Hvala.